Lahko. Tako, jaz sem nameraval danes predstaviti v bistvu to aplikacijo, če jo poznate, Seeing AI od Microsofta. Ta aplikacija je praktično samo za iPhone, za Androida jo niso naredili, ne. Zdaj, poznate, večina vas najbrž pozna, ne, aplikacijo Seeing AI. Ja, jaz ja. Ja. Še kdo drug, Edo, ti jo uporabljaš? Čakaj, Edo ima... A veš, ne, veš kaj? Edo je pa na Linuxu, pa ga je ven vrgel. No, ta zakaj Seeing AI aplikacija, jaz mikrofon ugašam, ker še delam zraven, ker sem šel v službo. Aha, pridem, kar delaj. Uporabljam. No. Kdo ne pozna te aplikacije? Kdo, ki ne pozna te aplikacije? Ne poznam, jaz sem Android, tam pa pravi. Ja, tiste, ki imamo Androide, ne poznamo, ne? Ja, seveda, ne. Seeing AI je tako imenovana večfunkcijska aplikacija, ne. V njej imate več možnosti hkrati, ne, lahko delate več stvari. In to je sicer od branja kratkega teksta, kar pomeni, usmerite kamero, ne vem, v reklamo, izdelek ali karkoli in vam bo prebralo, kaj se nahaja, kaj je napisano. Potem skeniranje dokumentov, tako imenovan OCR, to poznate, skeniranje, Optical Character Recognition, da vam sliko spremeni v tekst in da jo lahko z bralnikom zaslona preberete. Na to ima ta aplikacija noter tudi prepoznavo bankovcev, barv, potem predmete, ki se nahajajo na sliki. In tudi lahko berete ročno napisan tekst, ki ga imate, list papirja, da je nekdo napisal pismo vam, lahko s to aplikacijo usmerite kamero na list papirja in vam prebere pač, kaj je bilo napisano. Potem je noter tudi light detektor, to je za svetlobo, da veste, če imate prižgano luč ali ne. To ima vse na enem, ta aplikacija vse hkrati ima noter v sebi, ne. In za povrh je tudi brezplačna, ne, kar je dobrodošlo. To je ful dober, ja. Čeprav s tem light detektorjem je tako, če imate doma kužka, pa še aplikacijo prižgete, potem imate dvojen Ja, ne, jaz imam psa, ki je moj alarm, ne, če mi začne zvoniti telefon, še pes laja, tako da vem, da zvoni telefon, ja. Ker ta aplikacija je taka, ne, ko je svetlova dela, če je nije, čim pa močna, oziroma gre tako, močnejša, kaj je, bolje. No, in še da povem tako, Seeing AI, zakaj, malo sem jo testiral, ta short text varianta, ne. Recimo, če dobro usmerite na televizijski zaslon, bere tudi podnapise. Ja. In poleg tega tudi recimo na računalniku, če vam zmrzne JAWS ali brajva vrstica ali karkoli, si lahko pomagate s to aplikacijo, usmerite na zaslon pač kamero in vam bo prebralo, kaj gor piše, ne. Tudi na zaslonu na računalniku, ne. Kratka, je izjemno uporabna ta aplikacija. Jaz jo predvsem uporabljam za denar. Jaz to aplikacijo večinoma uporabljam za prepoznavo denarja, ker res prepozna vse, tudi precej zmečkane bankovce, nima težav. Ker prej je bila ta aplikacija za denar, je bila Money Reader, ne. Ja, tam si moral lepo usmeriti kamero, da je zaznala. Ja, tukaj pa dejansko ne rabiš neke višje znanosti, da zadeva... Še to sem hotel reči, ta ima tudi noter sicer produkt, tipo možnost, da preskenira črtno kodo na izdelku in da vam pove, kaj je ta izdelek, ne. Zdaj pa tukaj v Seeing AI, od 150 izdelkov, ki sem jih probal stestirati, kar jih kupiš v trgovini, te stvari je mogoče 2 ali 3 zaznal. Z druge strani pa zato za prepoznavo izdelkov uporabljam pa, čakajte samo sekundo, da vidim, ko se kliče. Ko je ime? Samo sekundo. Seeing Assistive Home je aplikacija. Seeing Assistive Home je aplikacija, ker z njo pa, ko preskenirate črtno kodo na nekem izdelku,
se vam odpre brskalnik in prav Googlova spletna stran z imenom izdelka. Cool. Tako, in zadane praktično vse izdelke. Zelo malo je izdelkov, katerih ne zazna, ne? In ti ponudi tudi potem Googlovo spletno stran, recimo povezavo do trgovin, če bi hotel ta izdelek tudi kupiti preko spleta, poleg tega pa tudi navodila za uporabo in podobno, ne? To ste že slišali, A tale tišina je znak navdušenja? Tako vsi so tih. Ja, sej zato, ne vem. Ja, pridno poslušamo, veš. A je ta druga aplikacija v Androidu ali tudi v... Sing Assisting Home, meni se zdi, da je tudi za Androida. To je pomembno. Ja, Sing Assisting Home, ne? Ja. Lahko pomagate recimo z izdelki, saj veste, kupite nekaj, pa date v hladilnik, pa ne veste, na katero polico ste dali, ne? In ko vzamete ven, preskenirate in vam pove, kaj je to, ne? Se vam ne bo zgodilo, ko meni, ko sem delal meso, pač poranje zrezke v sirovi omaki in namesto bešamela, ne, kisle in sladke smetane, sem dal noter jogurt. Bravo, a je bilo dobro? Ne, šlo vse v smeti, na žalost, kaj čmo, ne? In to še sadni jogurt za povrhu sem dal, ne? Odlično, pa to si delal nekaj novega. Nauk te basni je, da ne kuhi. Kaj, kako? Nauk te basni je, da ne kuhaj. Ne, nauk te basni je, da uporabljaj aplikacijo. Oprosti, ti tega pa ne boš govoril, ker res bi še kdaj njegov burek jedel, tako da tih bod. Ne se ti zdaj tlele, ide bal ti še ne kuha, ker on ful dobro kuha. Sicer zadnje čase, kadar ga vprašam, kaj bo zdaj sprav meni doma, ne? Ja, seveda. Ampak, okej, ne, pustimo. Kaj je sestavljena meni doma, Safet? Meni doma. Kaj je to za jest, kaj je jedilnik? Kaj na jedilniku piše meni doma? Ja, seveda, ne. Kako pravijo, kako je bilo nekoč na štacionu v Ljubljani, ne napisano tam, ki so pekli burek? Burek ni peč pokvaren. Ker je peč, ker peč ni, kaj nekaj je bilo? Ne. Burek ni peč pokvaren. Tako, ja, nekaj takega. Pa en spodi napisal, drva štrajkaju. Ja. No, poleg tega, v redu, to je pač ta aplikacija Sing AI pa ta Sing Assisting Home. Ostale aplikaciji, pač imam še kar nekaj teh aplikacij, poleg tega uporabljam recimo Voice Dream Reader, kar je tudi že prej Mitja govoril, to je za branje knjig. To je pa fantastična aplikacija. Vseh vrst knjig, od zvočnih do e-pub knjig, če imate knjigo v Wordu, v tekst obliki in tudi basic knjige. In lahko v tej aplikaciji pač tako nastavljate, kar želite, da vam bere stavek po stavek, poglavje po poglavje in podobne stvari. In poleg tega se lahko s to aplikacijo tudi direktno iz aplikacije povežete na našo knjižico slepih in slabovidnih, izberete knjigo in si jo povlečete direktno na telefon, recimo. Drugače, Voice Dream Reader je tudi za Android, tisti, ki imajo te Androide. Tako. Jaz imam Smart Audiobook Player. Slabši je. Smart Audiobook Player je za Android, zdaj jaz ne vem, kako je narejen, ampak za Android je zelo dostopen. Ja. In je v redu, ne vem pa, kako je s temi povezavami z knjižnicami, tega pa res ne vem, nisem testiral tega. Poleg tega pa še nekaj, tisti, ki imate iPhone, če ste opazili, za iOS 14 je prišla ena noviteta, ne? Sicer sem jaz tudi po naključju odkril in to je v aplikaciji kamera, ne, pač. To je osnovna aplikacija, s katero zalaufate kamero, kjer lahko slikate, delate slike ali recimo videoposnetke. No, zdaj pa noter okence Finder View tudi, okence. In če označimo s prstom to okence Finder View, vam v realnem času VoiceOver bere, kaj se nahaja pred kamero. Ja. A karkoli, ne samo tebe kot človeka, ampak karkoli. Ne samo kot človeka, vse. Sem jo testiral, stopnice, ograje, božično drevo, tipkovnica, računalnik, printer, televizija. A pa lahko potem tudi sliko pritisneš? Lahko tudi narediš sliko potem, ja.
To je pa super, ker zato jaz sem imel eno aplikacijo, ki se je reklo, jebem ti, čakaj. Sem tudi, v glavnem bila je neka zadeva, ki mi je prebrala, kaj je pred kamero in tako naprej, ampak nisem pa mogel pritisniti fotke. Da bi naredil sliko, no. Tukaj pa komod, ti imaš ta Finder View, ne, recimo, ga označiš s prstom, da ti avtomatično VoiceOver tudi bere, kaj se nahaja v tem oknicu. To okence je tipo, da ti kaže predmete, ki so pred kamero, ne. In potem pa samo ta tipko za glas navzgor in narediš sliko, ne. Ja, no drugače pa, da se vrnem še malo na Voice Dream, ne, ker smo glih pač knjižnica in tako dalje. Res je vse, kar je Belki povedal, pri čemer je pozabil povedati, da imaš gor tudi timer. Tudi. Imaš sleep, imaš timer, imaš pa tudi, v bistvu, kar se tiče teh povezav, je zelo enostavno narejeno, se pravi, greš v AdBook, a ne, kao dodaj knjigo in potem ti tam da Dropbox, iCloud, Bookshare, Biblos lahko, karkoli in v bistvu se stvari pojavijo kot neke vrste priljubljene in ti si dodaš od zveze, rečemo spletno stran, se pravi zveza-ace/knjižnica/lalala in potem, ko v bistvu klikneš gor, te točno gor vrže, je pa edina ena pomanjkljivost. V zip formatu morajo biti knjige, če so v RAR-u, Ne, zip morajo biti, morajo biti zipane knjige, ja. Tako, pri čemer je zelo dobro, ker se zdaj poveže pa tudi na vaše te cloude, se pravi razne oblake, ki imamo zdaj vsi te backupe shranjene, se pravi, če kupite nov telefon in ko povežete in ko se Voice Dream zloada, če imate iCloud connectan z Voice Dreamom, oziroma povezan, da ne bom tako, ker večina ljudi zdaj po angliško, po slovensk, se vsa zadeva prenese iz oblaka dol in so knjige in vse. Moraš dati prenesi, ne? Ne, ni treba. Meni se zdi, da dobro, pustimo zdaj to. Ti lahko poslušaš tudi direktno gor iz spleta, ne, tako rečeno, ampak. Ja, tudi to, ja, lahko tudi direktno spleta in to je to. Drugač pa, kar se tiče aplikacij za, mislim, zdaj ni vas veliki iz Ljubljane, ampak če jaz nad čem pizdim, je to, da ni ene normalne aplikacije za mestni avtobus ljubljanski. Androidi imajo, mislim, da Urbana se ji reče in je zelo dobro podprta, sem testiral, tudi na Androidu sem probal. Zdaj bom rekel, da sto moče še Urbana je podprta, ampak ni tako dostopna. Imamo tle recimo Travana pa Busko, ko sta dosti boljša. Pa tako, no. Bolj enostavna, bolj dostopna in zelo lepo poveta, kaj je sicer Urbana ima še neke druge funkcije noter, da imaš lahko naložen denar in take stvari. Tako, za Apple. Druge variante, ampak za sam, če rabiš samo za napoved avtobusa, sta Travana ali pa Busko boljša, no. Ja, za Apple, na primer, ne. Za Apple je pa v bistvu že kar mal problem, ker bila je aplikacija LP Bus, ki je delal nek Matej. Fantazija od aplikacije, res tako enostavno, čist, točno si videl, kjera postaja bo pred tabo, tako da sem se že malo probal dogovarjati z njim, sem hotel že voice assistant narediti, ne, doma lepo z mikrofonom, da bi imeli noter, tudi bližamo se postajališču in te stvari, pa je bil tip kar zagret, sem pa lepo očitno dobil najbolj plačano službo in se mu s tem ni dal več zajebavati. In je šla zadeva k hudiču, kar je meni ful žal. Razmišljam pa, da bom se povezal z LPP-jem in rekel, da naj tole malo prilagodijo, ker Urbana je javna aplikacija in jo je LPP naredil, je uradna aplikacija in mora narediti dostopno za slepe. Morajo, ja. Ampak je še ni, mislim, kao je, sam to ne se neki na pol bere, pa veste kako je, ko se slep mu zemljevito odpre na kakšni aplikaciji, map, pa imaš pa tam vsega boga, samo tist nekaj iščeš, ne, tako da Applovci, jaz uporabljam vsaj približen dober dela Ljubljana bus, ampak je težko in osveževati postaje in vse ostalo, tako da jaz jo zapiram pa odpiram, da se sama osvežuje, ker je zoprna za znoret. Drugače, tlele, ko si Mitja omenil Urbano, sem pred dobrim mesecem testiral Urbano za mobilne telefone in smo takrat kar precej kritik dali, je pa to res bilo samo za Android, ne pa za iOS. Ja, škoda. Ampak smo tudi pri aplikaciji za Android kar precej napak naredili, da ni tudi toliko dostopna.
kljub temu, da je javna tudi za Android. No, v glavnem, mogla bi biti, ne. Ja. Recimo, Sicer Travana mi je čisto Busku je tudi enostavna, gre in se lepo najde hitro. Meni je žalostno, ne, ker za Apple velja pravilo, da oni res ful testirajo stvari in spuščajo čez, ampak jaz mislim, da oni bolj slabo testirajo, ker marsikaj, kar je. No, zdaj, ko smo že glih pri tem, zdaj ne vem, koliko se lahko spustim še na Mac področje, ne. Rečemo, jaz uporabljam tudi Maca, predvsem za glasbo delati, ampak vam kar povem, da bomo kar hitro zaključili s tem. Marsikaj, kar zloadam z Mac Store, rečemo tudi te osnovne stvari, kot so Facebook, WhatsApp, Messenger, marsikaj dela glih tako slabo kot na Windowsu z JAWSom, pri čemer je v Macu še eno stranje, nimamo root JAWS to PC-ja, tako da miško tukaj moraš drugače uporabljati, na Macu je drug sistem, to bi lahko enkrat naredili kakšen tečaj, ker zdaj mi je že precej jasen v Macu. Tukaj je drugače vse. Drugače, ampak če aplikacija v Macu VoiceOver takoj ne bere, je ne boš usposobil, pa si lahko ne vem kaj, ni šans. Če je ne bere, je ne bo bral in konci, in marsičesa ne bere. Isto kot na Windowsih pač, vse isto, v bistvu včasih še celo slabše, ne, rečemo. Odvisno, kaj uporabljaš na Macu. Pač jaz tukaj uporabljam tudi Maca prenosnik, uporabljam ga pa za osnovne stvari, ne. Kot sem ti že govoril, to je, ne vem, branje kakšnega dokumenta, tudi napisati kakšen dokument, sicer uporabljam za to ta Pages, ne, a veš. Internet, e-mail in podobne stvari, recimo. Ampak, a veš, zakaj drugega, za delo ga ne uporabljam, za delo imam pa Windowse na mizni računalnik, ne. Ampak, ni pol, mislim, meni se zdi pa neumen dati za Maca 2 jurja. Ti si dal 2, lej, ti si vzel Pro varianto, jaz sem si vzel MacBook Air, ne. Jaz hočem nekaj drugega povedati, ampak če že kupimo računalnik, toliko stane, ja pizda polnej, sorry izrazu, ampak polnej dela stvari, ne pa samo osnova, ne. Dajmo nekaj, moraš tukaj nekaj razčistiti prvo, ne, Apple, ne, iz našega stališča, ko slepih, drag, seveda je drag ta računalnik, ne, bistveno dražji, kot vsi ostali, ampak imaš noter že bralnik zaslona, ki je noter že integriran. In seveda je to potem, če gledaš iz te strani, je cenejše, kot da kupiš računalnik, ne vem, za 400-500 in potem še JAWS za 1200-1300. Ja, v bistvu si na istem. Čakaj, če vzameš tega MacBook Air, si bistveno na boljšem. MacBook Air je 1200 €, ni 2 jurja. 2 jurja so Pro variante, ne? Vem. Razumeš, ampak to je samo tako, ne, pač vsakdo se odloča po svoje, vsakdo se odloča tisto, kar mu najbolj paše in to je to. V tujini sicer tako Anglija kot Amerika praktično tudi slepi uporabljajo zelo veliko število jih je, ki uporabljajo Mac. Mislim, da so v Windowsih precej v manjšini. Ne, kot Mitja, saj sem ti rekel večkrat, na Apple Vis pejdi. Ja, saj sem. Na Apple Visu imaš vse možne variante, kako delati z Applom. Tam se da marsikaj naučiti. Vem, vse sem videl, pa zdaj pa še te finte, ki so rečemo delati, kar se muske tiče, sem se v neke forume vključil in tako dalje in moram reči, da mislim, slepi predvsem po tujini so mahnjeni na Maca, no, in se mi zdi, da tudi večina, ampak tako je, ne, kdorkoli si mislil misliti Maca, ena stvar, naj pozabi, da je do zdaj kaj znal. To je prvo pravilo. Je vse drugače. Popolnoma vse. Ampak Mitja, se to je ravno najbolj zabavno, da se naučiš nekaj novega, tako da nam možgani še naprej delajo sive celice, ki če ne, se veš, ne. Ja, to ti že starejši, moraš že malo trenirati. Moraš imeti nekaj, da te spravlja v slabo voljo, ker veš, stalno biti dobre volje pa tudi ni v redu. Je že dokce, ne? Je dovolj. Gremo malo nazaj na mobilne. Tako. Glejte, zdaj bom jaz tle malo prevzel, ker je dosti podobno, kar se zdaj Safet te dve predstavil. Tle ima tudi za Android, predvsem zanimivo je tale, ko je zdaj komi prišla pred par meseci ven, je Google Lookout.
Verjetno neko prej tudi za iOS prišla. In kar je meni ta stvar zanimiva, ima eno funkcijo Explorer, ker v bistvu, pa zdaj nekaj še v angleščini, glede da Google, jaz pričakujem, da bo, ko bo to normalna verzija, da tudi druge jezike podpiralo, lepo s kamero prepoznava predmete v okolici. V bistvu ti vse pove in napise bere, tudi na par metrov razdalje, in ti vse lepo pove, kaj se, kam imaš usmerjeno, od ti pove vrata, omara, okno, vse ti v bistvu. Da lahko si prečekiraš totalno okolico okrog sebe. To je ful dobro. To je zdaj čisto nova varianta, to je Google Lookout. Ima tudi še druge funkcije kot food label, verjetno bi naj bilo prepoznavanje embalaže, sicer to, kar smo s Petro testirali včeraj, pa še prej nam ni ratalo, ta funkcija njim še glih ne gre najboljš. Kaj še ima Petra? Hitro, da lahko nek tekst na hitro prepozna tekst, z nalepk, kjerkoli ta stvar dela tudi zelo dobro, zelo lepo prepozna. Ima tudi prepoznavanje dolarjev, ne vem, zakaj so samo še dolarje dali noter. V bistvu jaz bi pričakoval, bodo tudi evri s časoma prišli noter. Ker je Google pač ameriški, ne? Ja, se vem, sem rekel, da pričakujem, da bodo tudi evri prišli. Mogoče evro še ni priznana valuta, ne? V Ameriki ni verjetno, ja. Mogoče bo najprej dal dinarja, veš, da človek nikoli ne ve. No, in ta funkcija ima že tudi scan dokument, v bistvu funkcijo, v bistvu noter. Podobno kot Seeing AI najbrž, ne? Tako, sej pravi, dosti podobna, pač tam zaenkrat ima samo od 5 funkcij, 5 teh pod... Nova aplikacija, ja, nova, ne? Novo in v bistvu se še na določenih pravi ne piše, da je še beta verzija. Ja. Je še čisto v razvoju in zato jaz pričakujem, da se bo ta še izboljšala, ker predvsem tale Explorer funkcija je, kar se mi zdi zelo dobra za nas, da ti lahko... Ja. No, pa kar se tiče še vseh teh aplikacij, zdaj, če se še malo mešam, povejte mi predvsem vi, ko uporabljate Android, ne? Ja. Pri Applu je ena zadeva, ki jo sicer vsaj jaz pa Safet zelo redko uporablja, pa bi bilo zelo pametno se naučiti, ampak se še nisva, ker so pač preč firčna. Ampak prvo pravilo, ne updateaj telefona, takoj, ko pride nov ven software, ker to se vedno in redno zajebemo, po domače povedano. In to ni samo na iPhonu, to je isto na Macu, ne? Zdaj ta zadnja Big Sur operacijski sistem. No, jaz ga nisem naložil, vam bom povedal. Bodi srečen, počakaj, daj še malo. Zdaj je prišla nova dodatek nadgradnja 3 giga, ne? Moram še to downloada, da vidim, če bojo kaj popravili, ker par stvari so toliko zasrali, da boli glava, ne? No, lej, vam bom zdaj povedal, jaz se ukvarjam z glasbo in z Macom, mene so od Native Instruments, to je firma, ki dela zvoke, in sem kupil njihov Complete, ki ni bil pocen, so me prav opozorili in so rekli, ne nadgradite vašega operacijskega sistema za Apple, ker vam pol stvari ne bo delal. Tako da pri Macu se jaz tega zelo poslužujem, tako da, ko je prišel Big Sur, sem rekel, jaz pred junijem ne updateam računalnika, niti v sanjah. Tukaj bom jaz rekel, pač za Android, jaz imam ta Samsung S9 in sem ves čas updateal in nikoli ni bilo nobenih težav. Samo malo sem se na vsak, pač par aplikacij bilo treba pogledati, ker so malo spremembe naredili, drugače pa delalo vse brezhibno tudi naprej, brez težav. Pri Apple je pa prav tisto, da prva, ta glavna nadgradnja, recimo nov operacijski sistem, ki ga naredijo vsako leto, ponavadi so težave, potem šele druga ali tretja nadgradnja. Recimo zdaj zadnjo nadgradnjo za iPhone 14.3 so popravili marsikaj na iPhonu, ne? Res je, mislim, ker dejstvo je, da mi se... Po 2-3 mesecih pač pride spet do tega, da dela tako, kot mora delati, ne? Pričemer ima pa Apple eno tako zelo lepo značilnost, ne? Ko se ji reče, jebal vas bomo po domač povedan v smislu, ko oni naredijo, rečemo, zdaj je software 14.3, ko bo 15.0, se pravi drugo leto septembra, bo prva verzija tega updata tako žrla baterijo,
da bo čim več folka reklo, zdaj pa jaz nujno rabim nov telefon. Ne? In to se rečemo s časoma. Dajmo se vrniti malo na aplikacije. Recimo ste že slišali na iPhonu za aplikacijo Clue? Ne, jaz ne. No, ta aplikacija je zelo, zelo tašna, seksi aplikacija, bi rekel človek. Recimo, to je za navigacijo noter v prostorih. In sicer dela tako, prvo recimo videča oseba ali kdorkoli vam posname pot znotraj prostora, recimo, s kamero, prav s aplikacijo posname pot po stopnicah, po hodniku, vrata levo, desno, gor, dol, do cilja. In zatem vam shrani to pot in slepa oseba potem vsakič, ko pride v ta prostor, recimo zalaufa aplikacijo, zalaufa shranjeno to pot in ga telefon z zvokom in z govorom usmerja. Zavi levo, na desno stran, pedi po stopnicah navzgor ali po stopnicah navzdol. Še 5 metrov naprej pa zavi levo, še 10 metrov naprej pa zavi desno in podobne. A moraš imeti telefon pred sabo, da kamera snima teren. Čak, a to se pravi, če jaz to zdaj prav razumem. Jaz pridem v knjižnico, kjer se ne znajdem in rečem Roku, zdaj pa ti meni s telefonom celo knjižnico posnem, pol pa lahko greš. Pa sem pa jaz zgubil tako kot hrček na baterije ali kva. Lahko. In se ne boš zgubljal. Samo ti moraš shraniti poti ločeno. Recimo, ko priješ notro skozi vhod, ne vem, levo greš gor po stopnicah, je ena pot, ne? Desno greš tam proti unim pisarnam, naprej greš razumem, proti WC-ju in te stvari nimaš shranjeno, ne vem, WC, pisarna, ta pisarna, una pisarna, zalaufaš in te vodi. In imaš telefon pred sabo, držiš kamero, ne? Aha. In te vodi v bistvu, kam greš. Se pravi, če meni, ampak Atila, ti moš pa opisati, kaj je kakšen prostor, ali meni Rok lahko reče, jedilnica, pošle me pa v WC? Ja, seveda, to ti lahko naredi, če želi, ne? Ja. Čudovito, se pravi, Roku jaz tega ne bom dal za delati, v redu, dobro. Ja. Okay. Ampak hočem povedati, in dela odlično, ne, zadeva, dela točno v nulo. In če poleg tega, ko hodiš, če si na pravi smeri, ti lepo spušča piske, bip dela, ne, in še poleg tega govori, še 5 metrov preden zavijete, še 2 metra preden zavijete in podobno, ne. A si ti to že dal svoji ženi, da bi ti pokazala, kje moraš prah pobrisati? Ne, veš, jaz sem sam posnel pot. Aha, ti si sam. Ker nisem zaupal nobenemu videčemu, tako da... Ja, pametno, zelo dobro. No, to je ta aplikacija Clue, CLE2, ne? Clue, zanimivo. No, to je dobro vedeti. Tukaj bi super, mislim, da je imel Android eno podobno aplikacijo, ko se zdaj moram spomniti, ampak je bila malo druga zadeva, da so na neki QR kode bi si lahko dal na vrata in da bi te nekako na osnovi tega pač navigiralo. In to bi lahko delal, se zdaj ne spomnim, kako je hudiče naslov imeti te aplikacije, enkrat smo nekaj tle probali, in dejansko postavimo QR kodo, nalepiš na vrata in pa ne samo na vrata, lahko tudi kjerkoli od zunaj, tudi na zunanje prostore. In ti v bistvu, ko te lahko usmerja zaznati in te usmerja do tja. To mogoče... V javnih ustanovah ne moreš lepiti, veš, to je problem. QR kode niso za to namenjene. V QR kodah se ponovadi skrivajo spletne strani. Tukaj je bilo malo drugače zapisano, pač neka varianta je bila, ne bom rekel, če je bila QR koda, ali pomoč se malo drugače imenovala. Sigurno je bilo nekaj drugega, ker v QR kodah so zapisane spletne strani. Veliko QR kod je po ulicah, po teh panojih, plakatih, ko sam pokažeš... Se pravi, lahko je bilo nekaj drugega, ker se to kako leto nazaj, kar sem testiral in sem malo pozabil, da sem se spomnil, ko me je Safet to spomnil na to. Boštjan, je mogoče to super sense? Ne. Ni bila ta. Ker ta tudi malo nadaleč bere napise. Ja, ne, ni bila ta, ena druga je bila. Nekaj z navigacijo je bilo, pa ne vem točno kaj. Ok, hvala. Hvala za tole, bom pa tole pogledal, kaj to je. Sem pa tlele za Android še eno drugo zanimivo, tako multifunkcijsko aplikacijo predstavil, kot tudi to spodobno, ko je Safet. Predlagal, ker ima tudi precej teh podfunkcij noter,
se imenuje Sullivan Plus. Mislim, da je tudi samo za Android. Ima pa tudi enih 9 možnosti, 9 v različnih variant. Od skeniranja teksta do kratkih tekstov, do PDF readerja, prebranje slik, tudi face recognition ima, da pač prepoznavanje obraza, to smo se igrali in dejansko zelo dost natančno lahko piše, kak obraz je pa starost celo pove. Kako bomo kakšno rekli še o aplikacijah za navigacijo, naprimer? Ja, se bom, čak, ker ima pa eno zanimivo funkcijo, kar je pa za slabovidne, ta dobro, ker ima povečavo. In sva včeraj gledala, v bistvu lahko Petra asistentka pove, da kar precej tudi tam meni pisali 450-kratno povečavo, kot ko dela. Samo zdaj pač dejansko, kaj to pomeni v praksi, ne vem, ampak lahko kar precej povečaš. In v bistvu, da si lahko slabovidni zelo pomagajo. Ima pa tudi zanimivo funkcijo, pa mi ni za vraga zalaufal, ima voice call. Ne, video call, ne voice call, video call. In sva testirala in enostavno, če te res te poveže, lahko pokličeš, ampak video ne vklopi, pa ne vem zakaj. Tako da, če bi to še delalo, bi bilo super, ampak ne. Ali pa vsaj nisva znala včeraj tega pogruntati, kako bi to delali. Drugač pa, ko smo glih pri teh zadevah še, tudi slepi ogromno, vsaj v tujini uporabljajo, zakaj mi smo se tako smotani, da za nobene ne spomnimo, ko se reče nek eye, a je blind eye, ali kako je že? Be my eye, mogoče. Be my eye, ja, to. No, rečemo, to pa po tujini ful slej uporabljajo, da dejansko pokličejo, prav imaš ljudi, ki so kot asistenti in ti lahko pomagajo, tako da jim pošleš. To pri nas tudi veliko ljudi uporablja, Mitja. A tudi? Tudi. Ne, tudi v Sloveniji uporabljajo, pa tudi par Slovencev je not uporabljenih kot prostovoljcev. Zanimiv, nisem vedel, jaz uporabljam žena. Prostovoljcev je ta Edi Štrosar iz Gorice. Aha, no, cool. Pa tudi takrat, ko so na televiziji, je bila ena reka, da je ena klicala z Amerike, da imajo nekako v bloku, nemajo študentov skupno pravljico, pa da, če ji pomaga pravni stroj prav naštimati. In da je bila ta kategorija. Ne, to je. Ne tako množično, kot v tujini, ampak vse pri nas že to uporabljajo. V glavnem tehnika, zdaj res slepim omogoča, ampak zdaj moram povedati en štos, ker sem se zdaj res zabaval. Tale moj mentor me je glih kar vprašal, kdaj sem rojen, in sem šel na mute, da sem mu povedal. Sem rekel, zakaj pa rabiš pa prav nagrobnik ti delam, tako da, okej, pojmo naprej. A z mobitelom? Ne vem s čem, ampak očitno dela moj nagrobnik, tako da ja, dobro, se mi zdi dobra fora. Skratka... Jaz recimo uporabljam dve aplikaciji, ena je Pontes Game Zone, to so igrice, je pa še ena online Dice World, ki je za Android in za iPhone. In to je? Dice World. Kaj dela ta aplikacija? Prijaviš se z Facebookom ali pa narediš račun in lepo igraš 6 igrice, pa tudi na turnirje lahko greš. Cool. To je v redu. Kako pravlično. Kako pravlično. Dice World. Dobro, jaz ne igram igric na telefonu. Jaz sem jih tudi nehal. Čeprav je bila ena ful dobra Crafting Kingdom, zdaj, ko smo glih pri igricah. To smo jo testirala, ja. Jaz sem jo dejansko prišel čist do konca, rabil sem pa glih 3 leta. In sem prišel do konca z njo, kar v redu zadeva, malo za zabavo. Je pa ene par dobrih zvočnih iger, takih, ki se po nekih labirintih sprehajaš, sam rabim slušalke, rabiš nujno. Pač, ker je res zvokovno dobro zdaj, sam je pa res, da je igrc tudi ne špilan, ki je dosti na... Orange Free je tudi dobra. Zbiraš točke. Ja, pač marikatorju. Ampak jaz sem jo nehal igrati, ker predolgo traja, da napreduješ. Ja, lej, življenje ni potica, ne? Ali pa baby adopter. Ampak meni to več... Se v službi tudi težko napreduješ. Pa tudi dolg traja, ne? Ja, predolg.
Potem, kaj še imamo? Zdaj razmišljam, kaj še kje uporabljam. Ok, od navigacij To je bila reči, Simitija prej. Tale EEDE, tudi meni dobro v Androidu, Boštjan. Kjeram? EEDE. EEDD, kak je, če EID. Ja. Ebi. ID Pro misliš? Ja, tako nekak. Ja, jaz vem, da sem ID Pro, je ID Pro je tudi v redu. Je podobno kot ta Salven Plus aplikacija. Je plačljiva, mislim, da 7-8 evrov pride. Je tudi zelo dobra, ima tudi dosti podobne funkcije, kot pa teksti skenira vse to, ja. Tako, skenira vse, tudi prepoznavanje okolice, imaš navigacijo do nekih teh pointov, kot so lokali, trgovine, pošta, vse to noter, te v bistvu lahko tudi navigira prek Google Mapa. Sej ta je tudi za iPhone. Ja. Včasih, ki sem na vlaku, na kakšne postaji, pa tistem, kje sem, pa mi zadane lepo. Ja. No, rečemo, jaz za te stvari uporabljam tegale Lazarilota, da ti pač pove, kaj je okrog mene, se pravi po ulicah in tako naprej. Ja, bližno, ja, okolici, ja. Tako, potem obstaja Blind Square, ki je tudi odlična zadeva za slepe. Blind Square je samo za Android, ne za iOS. Za iPhone, samo za iPhone, ja. Ja. Drugače pa, kar se prav navigaciji tiče, pa božanska aplikacija, ki je obstajala, zdaj žal samo še za Androida, ker jo je kupil Amazon, je bila pa prej od Garmina, nehu jebem ti s kocko. Navigon. To ni kocka, kaj s tabo? Ne vem, kva je v glavnem ropota. V bistvu, kar se tiče Navigona, bom tako rekel, da so tudi Amazon, ko je kot kupil, je v bistvu se jaz nisem več zasledil nobenih nekih izboljšav. Sej tukaj na iPhonu še vedno deluje, samo karte so stare. Ne, karte so se meni glih prejšnji mesec updatale. Dobro, zdaj ga nisem odprl že na 2 meseca Navigona, tako da ne vem, ampak vem, da dolgo cajta ni bilo nadgradnje, ne? Ni bilo, ja, zato ker ga pri Apple je tako. Zdaj še dela Navigon, ker ste ga kupili, če ga hočete pa zdaj iskati po App Storeu, ga pa ne bo več. Ga ni več, vem. Ga pa ni. Je bila pa to res najboljša aplikacija. Ne, bila je najboljša in tudi, ko rekel, dokler je bila še pri Garminu. Ko je prišla pod Amazon, se je precej poslabšala. Ja, res je. Garminove verzije so dosti bolj dostopne, pa bolj enostavne. Amazonove so pa malo čudne ratale, pa še pol se kar več ni nobenih nekih updateov softverja bilo. Tako, zato ker je še ena stvar zelo pomembna, rečemo, ne? Če uporabljate pa vsaj Appleovci Maps aplikacijo, ta aplikacija pa nima audio boot mode sistema, se pravi sistema, ki imaš ti priklopljen telefon na avtoradio, da bi se ti, to moram zdaj poskušati nekako razložiti. Eno je voiceover, drugo je pa tisti audio boot sistem, ki pa deluje kot klic, a ne? Se pravi, da vam radio ugasne in se prižge navigacija, kot, ne vem, prometne informacije, ne? Rečemo, jaz, ki sem v Navigonu delal, če sem muziko poslušal in sem imel telefon konektan na Bluetooth v avtu, ki je bilo treba zaviti, se je muzika izklopila, je rekla now turn left in se je spet glasba nazaj vklopila. In zato uporabljam, ne boste verjeli, kaj dejansko najboljš dela, boljš ka Maps. Here, to je pa tista dobra stara aplikacija, ki smo jo uporabljali še na Nokijah. Tisti, ki ste imeli Nokia Stocksom, rečemo N95, N80 in tako naprej. In ta Here je sicer res, na začetku se treba malo znajti, ker nima tako lepega okolja, kot ga je imel Navigon, ampak se da. Here ima pa zelo dobro podporo zemljevidov in še zastonjso, ker Navigon je bil kar krepko zaplačati in me najbolj zdi, da smo ga ful dobro plačali, na koncu je pa nehal delati. 90 evrov je bil, 90 evrov je bil tak kurbež. Za Android, ja. Ja, za Androidom tudi. Here je tudi, Here we go, mislim, da je se prav napiše noter in je tudi za Android. Tako. No in ta aplikacija, dejte jo testirati, ker ima pa tudi slovenski govor,
A že govor ima slovenski, sam meniji pa so v angleščini. Tako, ja, tako. Ampak jaz sem pustil na angleščini, ker še vedno tista klasična malomarnost slovenskega Darsa in tako naprej, da ulice niso poimenovali tako, da bi zadeva delala, ker v angleščini vam bo ta sintetičen govor, rečemo ala Jaws, Samantha itd., vam bo prebral tudi ulico, v slovenščini pa tega ne naredi, kar je meni sicer totalno butasto. Daj telefon na hrvaščino, pa boš videl. Bere, ne? Če daš na hrvaščino, potem bo ta Suzana brala in ti prebere lepo te ulice potem, ne? Ja. Samo veš, pri Apple je problem, ker moraš dejansko telefon dati na drug jezik, pri Androidu vem, da se da posebej jezik spreminjati, ne? Odvisno od aplikacije. Veš, imaš tukaj nekatere aplikacije tudi na iPhonu, ki lahko spreminjaš jezik, ne? Samo so redke. Tako da, žal mi je Navigona, žal mi je LPP busa, zdaj uporabljam HIR za navigacijo, drugač pa že ena update, pa je najbolj. Jaz pa uporabljam Apple Maps ali pa Google Maps, ne? Kako se Google Maps obnese? Google Maps? Recimo po mestih in to odlično, če pa hočem priti domov, pa me ne pripelje domov. Ja, valjda, če pa nisi več v Sloveniji, kaj si pa mislil? Ja, veš da. Vse ostale me pripeljejo brez težav, Google Maps se pa zgubi. In vsakemu, ki prihaja k meni, sem večkrat rekel, ne uporabljati Google Maps, ne? No, recimo primer, razlika med Google Maps pa Navigonom. Smo šli pred leti v Bergamo na turnir. Ja. Je šofer imel Google Maps in nas ni pripeljal. In potem sem takače Navigona gor in sem dal na Navigon in nas je pripeljal, mislim, da je Google Maps za nekaj 500 metrov, 1000 metrov zgrešil. Navigon nas je pa celo je tam celo pokazal, treba po neki stranski, v bistvu bolj kot kolesarska pot zgledala, da treba priti do tistega hostela. Pol šofer mu ni verjel in je rekel, pa prav je kazal, da moram tukaj iti. Ker meni je všeč recimo Apple Maps, zato ker imam tudi pametno uro, Apple Watch, ne? To si tudi ti najbrž testiral že, Mitja, ne? Ko Apple Maps zalaufaš, daš navigacijo, ti lepo na uri ti lepo govori, ti tudi ura začne vibrirati na roki, ko je treba zaviti levo, desno ali karkoli, ne? Res je, ja, čeprav ni pa lepšega trenutka, kot to, ko se začnejo šoferji v avtu kregati z navigacijo, to imam pa jaz tako vesele, to imam pa. Pa tako, začnejo pa se šoferji z navigacijo kregati. A navigacije samo v avtih uporabljate ali tudi kaj sami zapeš pa to? Tudi zapeš in zato ti pravim za uro, da te je dobro, ne? Zdaj tle vsi govorijo, kot da so največji šoferji na tem svetu, ne? Ja, se nismo, ampak ne nas vozijo. Vem, ampak lahko greš tudi kdaj kam sam peš z navigacijo. Tako. To, o tem govorim. Se ti dobro veš, o čem govorim. Ja, vem, da veš, o čem jaz govorim. No. Treba je uporabljati zadeve tudi takrat, ko smo sami, ne zdaj, da v avtu imamo, ajde v redu, ne, ampak da greš sam nekam, da greš sam na neko pot, da ne rabiš nobenega, da te spremlja, se verjetno... No, povej ti, katere imaš najboljše izkušnje. Tako. Kako, kaj imam? Povej, katere aplikacije so zate, ker vem, da ti to uporabljaš precej. Povej nam, s katero imaš najboljše izkušnje. Za orientacijo, da nekam grem, ker nisem še nikoli bil v Ljubljani, recimo, da moram nekam iti na drug konc Ljubljane, najprej uporabim Movit, da mi pove, na kjer avtobus moram iti, pa koliko daleč se moram peljati. Potem uporabim pa Lazarilo pa Google Maps v kombinaciji. Eden mi govori, kje sem, drug pa kam moram iti. Do zdaj sem še vedno prišel, kamor sem hotel. Tukaj v bistvu za Telekom imajo Android, obe aplikacije so tudi na Androidu. Lazarilo. Čeprav Movit, z Movitom je tako. Movit je bil odličen, ampak nihče ni, mislim zdaj, odkar se je LPP bus posodobil, Movit ne dela več v redu. Rečemo, ker Movit je imel božansko zadevo, ko se je rekel, da ti je celo povedal, kdaj trola prihaja, prav your line is arriving, pa tako res je delal na polno, ampak odkar so pa updatali kao na boljše, zdaj sam še slabš, ne? Odkar so spremenili ime strežnika in odkar je za dostop do tega strežnika potreben ključ. Ja,
ki ga pa še zdaj noben ni uštimal, ne? Zamuviti. Ja, boš mogel pisati razvijalcem. Ja, on je pa verjetno njim, ne? Ja, verjetno. Zdaj, če dela v Franciji, pa v Londonu, pa to pa bi prnas verjetno dela. Posod dela, da je v Sarajevu dela, sem ga testiral, sem bil pred Snačevapih dol. Ne vem, jaz v bistvu, odkar so to zjebali, sem drugačno taktiko užgal. Ne hodim več na avtobus, grem na vlak, pa je stvar rešena. Drugače je pa tako, no, kar se tiče, prej sem se še o Navigonu pogovarjal, bi rad to rekel. Ne vem sicer, kako je z Google Mapsom pa z Apple Mapsom, ampak sorry, če grem jaz v Bosno, jaz bom podatke ugasnil, ne. In ne vem, ali ti prej zloada, kar rabiš, ali kako je s tem, ali ti direkt podatke pobira po internetu, ampak Navigon je bil predvsem zato fajn, ker sem imel vse zemljevide naložene, res, da si rabo prostor na telefonu. Ampak ja, pač nisi rabo nobene internetne povezave, se je povezal direkt na satelit in te je pelal. To je res, to se s tabo čisto strinjam, je v bistvu ta je problem v bistvu Google Maps, ker da se sicer nekaj, da se dol naložiti, sam mislim, da bolj lokalno, ne pa da bi se delčke, ja, ti nalaga, delčke, ampak če ti v Sarajevo razumeš, ker nimaš podatkov spoliti. Vse, če gremo v Bosno, si plačamo ta paket, tako da uporabljam tudi prenos podatkov dol, ne. Koga imaš? 200-300 mega je več kot dovolj, zato ker za ono navigacijo ti potroši par mega, ne. Tako. Ni neke panike. Se to pravim, nekoč sem tudi jaz zato si prav kupil Navigon, namensko, ampak potem zdaj sem se naučil, da če gremo v te kraje, tako imenovane tretje države, pač si plačam ta paket unih 5 evrov za par dni in to je to, ne. No, ker se pravi ta Here we go, kaj tudi Boštjan rekel, da je Here we go pa zloadaš mape in nimaš težav. Ja, vem, ja. No, jaz imel navigacijo Sajik, ki je bila sem si jo plačal, saj je bila svoj Sajik brezplačna. In mi je zdaj, ko sem si drug telefon kupil, mi na tem telefonu ne dela, na starem dela, na novem ne. Mogoče bi mogel konektati z istim, se mogel pisati z istim ID-em, pa bi samo prenesel. Ja, ampak me jih zvočno ne podpira na tem telefonu, govorno. Zanimivo. Zakaj to gre, nisem slišal? Sajik navigacija. Ta je bila tudi brez internetne povezave. Ja, poznam, vem po imenu, nisem pa nikoli testiral. Drugače mi je zelo všeč, bila bolj natančna, še nisem nekako prej imel, kot pa tista. Sam žal je ne morem. Vem pa, da za ta Sajik so zmeraj rekli, da je problem z govorno sintezo, da pač ne dela najbolj. To vem, da so govorili, nisem pa probal tega nikoli testiral, dejansko kot dela. Ok, kako ste pa kaj s skupinskim pošiljanjem sporočil, na primer novoletni prazniki in tako naprej, kako imate pri Androidu to rešen? Pa bom razložil, kako je to pri Apple. Označiš, zdaj nisem že dolgo čega pošiljam, pa ko je bilo, si pač označeval vsakega posameznika, no. O, groza. Mislim, veš, če lahko tudi skupine delal še časi, ni bilo? Lahko imaš skupine, pa pol označi skupino, to sveda to. A to se da, no, ker pri iPhonu se ne da. Pri iPhonu ne moreš narediti skupine in bi rekel, ok, novo leto in noter zmečeš 150 ljudi in pošleš SMS in so srečni. Ampak moraš naložiti aplikacijo iContact in tam pa lahko narediš skupino in potem noter zmečeš ljudi. Čeprav v prejšnjem telefonu sem jaz imel skupino, tem pa ne najdem. Ja, na Nokiji je to šlo brez težave, ne? Nokia je bil zakon. Symbian je imel toplo vodo, že mislim, preden so začeli Android in Apple odkriva toplo vodo, je pri Symbianu že vroča tekla. Samo oni so zajebali z dizajnom in niso šli pol naprej, ne? Ampak oni so dejansko bili ful napredni in jaz se prav spomnim, enkrat sem slišal govoriti o enem tipu, ki je delal Symbian in je bil ful sposoben inženir za te stvari, ampak ko se je Microsoft odločil kupiti Nokia, so se s tem tipom skregali in jih je nekam steral in je šel, ne? In takrat naprej je šlo pol vse k hudiču. Tako da... 25 je bilo zakon. Ja, jaz sem tudi imel. Pri Appleu
pri Applu dejansko se zdaj ful trudijo in vse, ampak res včasih mi prav zdi, da odkriva toplo vodo, ker že na Symbianu smo imeli vse, in maile, in skupine, in še marsikakšen program, še krekat smo znali, tako, svašta se je delal, ne, samo pač ni bilo pa vse tako, kako bi rekel, seksuljasto, kaj je zdaj, ne. Tako da... To so bili stvari dobri časi, Mitja. Ja, to so bili dobri telefoni. Več nikoli ne bo. Dobar, sej se v bistvu vsi trudijo, ampak je pa res, kako sem rekel, no, stvari, ki so delali na Nokiji, zdaj počas delajo tudi na Androidu pa na Applu, no. Ampak počas. Jaz mojega telefona po pol leta še nisem skužil, niti 10%. Ja. Jaz tistem, jaz to vse pregledam. Pa ja, ampak ne skužim ga, malo je, dober je pa vse, tale od Tiflo Globusa. Me pa zanima še ena stvar glede Androida. Uporabniške izkušnje, rečemo, pri iPhonu vemo, kupaš telefon, konekta z iCloudom, preneseš dol in zdravo, in vse dela, ne? Pač je isto, kot imel star telefon, samo da je pač močnejši procesor, hitrejše deluje, se odziva in tako naprej. Kako je pa pri Androidu, če imaš Samsunga, Huawei-a, LG-a, ne vem kaj vse? Xiaomi-a, je isto okolje? A je isto okolje, ali ima vsak svoje štose in se moraš prav navaditi? Tako je, vsak ima malo svoje, ker dajo pač Android je osnova, pa vsak svojo masko čez dela. Aha. In vsak svojo masko, da se to malce s temi launcherji povoziti in si v bistvu z launcherji lahko hitro narediš tako, kot si imel na prejšnjem telefonu. Aha. Ker recimo nova launcher, jaz uporabljam nova launcher, ker je zelo dobro za slepe, si pač shraniš nastavitve in imaš na nov telefon in je takoj v bistvu se ti vse postavi. Samo moment, se moram javiti. Jaz sem pač na tovariške nastavitve dal starega, vse strano na Gmail, ko sem se pa tukaj novem prijavil. Ker meni je bilo najbolj grozen, Safeta, ti spomniš, kaj so že čarali z nekimi telefoni? Evo, sem že nazaj. A si? No, glavnem, jaz se spomnim, ko sem imel neke telefone, kao, kupil si telefon, pa si ga pa nekam dal, da so ti ga kao pobrisali. To je bil tudi iPhone, so imeli možnost, da so tega poslovenili, ne. Vem, da tam je bila težava, da potem, ko si naredil nadgradnjo, ne, ti je zbrisala to slovenščino dol, ne? Ja, ne, govorim o tem, ko so Androidi imeli neko varianto, da so ti čist na osnovni Android dali, pa sem si pa mislil, zakaj pol dal za telefon 400 €, da mi pol samo osnovi delajo. Kako se že rekli temu, no? Problem je, jaz pravim, to je problem pri Androidu, ker je preveč različnih proizvajalcev. Tako. Ja. Zdaj, če boste vzeli višje cenovni Android, bo delal isto kot iPhone. To hiter, bo odziven in vse, ne? Zmogljiv. To, kar date 200-300 €, žalim slučaj. Glede, jaz sem testiral, dobila moja žena pač nekega Androida služben telefon, LG. Takšen telefon, ki je, ne vem, mogoče 200 € v trgovini, znoril sem zraven, znoril, ker je odzivnost za nič, zaslona na dotik. Še preden sem se kaj dotaknil, je že začel govoriti. Čeprav zanimivo, rečemo, Huawei-a sem jaz testiral, ko imam Sanja tlele dela z mano v knjižnici. In sem enkrat govoril, da je pač Apple fajn, je rekla, zdaj imam pa s tebe dost in jim sva šla malo študirati, ne? Ja. In moram reči, da sem se na Huawei-u kar v redu znajdel, no sicer bi še vedno mi je iPhone bolj všeč, najbolj tudi, kako sem ga bolj navajen. Operacijski sistem, ki si bolj navajen, veš, ampak stvar je tačna, Huawei so dobri telefoni, recimo. So dobri. Kar se tiče kvalitete kot naprava, kot hardware, je dober. Ne? In bo tam tudi delovalo, razumeš, tam ni problem, ne, ampak druga jajca, Samsung tudi te zmobilejši, dražji so tudi dobri, ne. Tako. Jaz sem testiral ta, ne vem katere, 8 ali 9 tudi, ki ima prijatelj, ne, in dela odlično, ne. Ampak te ostala jajca, kot sem rekel, 200 do 300 €, to je, kar je, ne. Ja, to je pač tako, ja. Čeprav Apple, iskreno povedano, je ful predrag za to, kar ponuja. Mislim, tukaj je precej marketing. Ja, veš, kaj dobro, zdaj so naredili tudi nizkocenovnega in je odličen, ne. To je ta
SE, druga generacija, ki je prišel letos ven, zmogljiv je isto kot 11. Mislim, da isto kot 8K, ni? Ne, kot 11. Ne, imaš prav, kot 11K. Ki sem kupil Sarito za rojstni dan letos in telefonček je veličina, kot je bil 5, a veš? Fajn, majčka luška. Oblika tudi in deluje perfekt in cena je, gledajte, redna prodaja 480, če ga povzameš na 2 leti, ga dobiš tudi za 380. V redu? Jaz sem tako rekel, Mitja, tako kot si rekel, predrag, sej tudi teli Samsungi, kot so S-klasa, ko so v bistvu ta dražji, bom jaz tudi rekel, da so predragi. Ja, seveda. Tukaj pri Androidih, glede, če bi primerjal cenovno, pa kaj bi nam ponujal, sta Huawei pa Samsung šla malo gor, v bistvu k iPhonu cenovno. Ja, cenovno, ja, res je, ja. Xiaomi, recimo, tudi drugi kitajski močen proizvajalec, ima v bistvu zelo primerljive in s Samsungom in s Huawei, ampak ima pa nižje cene. Zdaj me pa zanima še za tega SE2. Ti si rekel, Safet, da Sari dela fantastično. Ja. Kako pa, ko VoiceOver pržgeš? Isto. Je kul, pa je pa v redu. Se ti pravim, zmogljivost, kar se tiče procesorja, vse, kar je noter, je isto kot na 11. Aha, to je v redu, ne? RAM, procesor in podobno, čipovje, ne? Drugače je pa Apple zdaj začel delati tudi svoje procesorje, ki jih sicer v iPhonih že poznamo, to so te A-čip, ne vem, kva so že, ampak zdaj pa, ker vsi vemo, da je Intel včas šel, ne, in Intel je čist nekonkurenčen in je AMD zdaj tako, kot mora biti, se je Apple končno odločil in je te svoje procesore, ki jih dajo v Apple, mislim v iPhone in pa v iPad, začel vgrajevati tudi v novega Maca in baje dela zadeva ful dober in tudi baterija zdrži, baje po zadnjih podatkih tudi, če kaj rendraš, se pravi, da video obdeluješ in ga potem shranjuješ, baterija zdrži baje do 18 ur, če pa rendraš, ti jo pa sprazni tja do polovice, pri čemer jaz sem se enkrat zabaval in sem nekaj poskusil na Macu, pa je baterija tako pojedlo, kaj je sladoled, mislim. Ne? Prav za nalaž sem ga izklopil iz polnilca in sem dal nekaj... Potem pa res počasi ješ sladoled. Ne, ker je ful hitro sprazne baterijo. Pač tako je, ne? Ampak je pa res Glej, jaz bom rekel tako, oni starejši MacBook Air, ki sem ga imel, ki sem ga vzel leta 2015, tam je baterija, jaz sem novega letošnjega, ne, Air, 15, ko sem dal ženi pač, ampak tam baterija še vedno zdrži bistveno več kot na temu novemu. Aha, zdrži dalj, kot na novemu? Ja. Zanimivo. Ta nov, ne vem, aktivno delo, da zares stalno nekaj čoham gor na njemu, da stalno delam. Ne, je tam do 12 ur, recimo, ampak govorimo, pustimo, ne video posnetki ali kaj takega, ne, pisanje, maili, internet in te stvari do 12 ur. To ni nič, to je igračka, ne. Ne, se ti pravim, ne, Uni tam pa je zdržal tudi 2 dni, samo s tem delom, ne. Tudi video, recimo video, kdaj kakšen gor televizijo, če zalaufaš, ne, televizijo recimo preko spleta ali karkoli, Uni je izdržal 8 ur predvajanja televizije, ta tukaj mi zdržim nekaj 5 ur. No, rečem, meni je bilo, jaz imam na MacBook Proju, imam jaz priklopljeno 3 zunanje diske. Se pravi, imam USB hub, potem je gor priklopljena klaviatura, zvočna kartica posebej, tako da je v bistvu ratu iMac pravzaprav, ne? Ja. In mi je pred 14 dnevi, tako, ne vem, najbrž so imeli na Povšetovi, ko imamo zapore, so verjetno imeli dan odprtih vrat, pa so štrom ven vrgli, ali pa kaj tazga, ampak v glavnem zabrisali je ven ob 7 zvečer štrom tako za 1 uro. In moram reči, da je Mac uspel pognati vse skupaj, sicer je malo ven metalo, ampak z baterijo mu je uspelo obdržati vsaj minimalno štroma, celo preko huba, ne? Čeprav hub mora biti na štrom, ker drugače se stvari... Ne? Ampak ja, to pa moram priznati, da vsaj to, da sem shranil, kar sem delal, je ratal, je pa res, da se je vmes kar malo resetiral. To pa je fajn pri Macu, da zgubiš pa ne stvari, ne? Se ne sesuva, nima onih crashov. Ja, res je. Drugače se, nisem, čeprav men ga je uspel sesut, ne, in tudi rečemo, ko pravijo, ko enkrat odpreš Logic Pro,
da se to ne sesuva, no, meni je to ratal. In to ne samo enkrat, ampak je napakrat. To si ti, veš. Je krešno, ne. To je Osolnikova karma, ne, pa če takšno. Je krešno, ampak moram pa reči, moja karma, ja. Moram pa reči, da ko sem ga pa odprl, je pa vprašal, če mi odprejo tam, ki je zadnjič se sejvalo, ne. Se pravi, in to je bilo izpred 5 minut, naprimer, ne. In je odprl. Tako da tudi Mac crashne, tako kot Windowsi, ko vsi vemo, kako je, ko napiše not responding sred najlepšega dela, preden si nekaj shranil, ne. Tudi Mac ima te štose, tako da tukaj so si kar lepo rokce lahko podajo vsi skupaj. Mislim, jaz nisem človek, ki bi zagovarjal samo ene stvari, pa rekel, ja, ta je pa zakon. Jaz pač povem tako, kot je, ne. Tako da, ja, kar se še tiče aplikacij, se pravi za SMS, smo rekli, iContact, lepo not naredi skupino, pošljaš message vsem, lahko brez problema. Facebook Messenger, WhatsApp, to deluje na telefonih brez problema, tudi Skype, ker Skype za Windows je katastrofa. Skype ne uporabljam. Ni problem tak za Windows Skype. Meni je Skype grozen, jaz nič ne najdem več. Ne, jaz sem ga nehal uporabljati že leta nazaj Skype. Boš pa šla pa k meni v šolo, jaz pa malo razložim. No, boš. Ker jaz Skype-a ne znam več uporabljati. Skype, odkar je prišel pod Microsoft, je tudi se slabša. Samo nazaduje. Mitja, če boš uporabljal Skype pa NVDA na računalniku, ni noben problem. Samo ne z JAWS-om, opozarjam. Aha, no, super. Jaz vem, da sem Skype, celo zdaj, ko Windows imajo že teh 10-krat, ti že kar ugradijo noter avtomatsko, deinštaliral dol, tako da. Ja, jaz isto sem ga vrgal itak ven, ker to... Skype, kot ste rekli, odkar ga je Microsoft vzel, so to postala jajica navadna, ne? Prej je bil super, mater, časom prek Skype-a delal, Vete, zdaj je Mitja, pa kaj smo se vse pošiljali? Ja, to se da tudi preko Zooma in podobno, ne? Sicer je pa tako, ne, Zoom, če vzameš pač to, da si ga inštaliraš in, ne vem, se prijaviš z Googlovim računom ali ustvariš nek svoj račun, dela maksimalno 40 minut, ne? Ja, razen če če moraš plačevati licence, ne? Ne, tukaj se da en trik narediti, pač se z enim, zdaj to Mitja, ti vete, ko ste v knjižnici, ste to povedali, mi Dušan, da se pač hosta, da se pač po 35 minutah daje eno drugemu host in pol nazaj in gre naprej. Ja, dobro, to na ta način, Zdaj sem jaz klical, pa drugi, ja, to ja. To je pač en glavni pač, samo glavnega se spreminja. Meni gre v bistvu ful na živce, te družbene mreže so mi tako, nisem glih nek blazen ljubitelj vsega tega sranja, ampak a ne more delati ena dobra aplikacija in to pa eni bi Zoom, pa bi Meeting, pa bi, ne vem, pa mislim, tega je toliko, razumeš, kaj bomo vse nalagal, daj nekaj, mislim, včasih, kaj je bil res Skype tist, se je uporabljal samo Skype, smo uporabljali vsi Skype in mir. Zdaj, gledaj, recimo, tudi jaz sem v zadnji skupščino Zavoda za zdravstveno preko Teamsa, ne? Pa se pa še učiti. Ja, sem se moral naučiti delati tako v Teamsu, kot v Zoomu, razumeš? Ker tam še posebej na skupščini, veš, je bilo tako, da če si se hotel prijaviti na besedo, si moral dvigniti roko. Pa najdi to, ne? Prvo najdi to z JAWS-om in zbrajeno vrstico, ne? In pa še vsi vmes govorijo in pa še kdo se slišeš, ne? Ampak dobro, dokler se enkrat naučiš, je še v redu, ne? Potem pa je tam glasovanje tudi, dobiš glasovnico preko spleta. Super. Prav v Teamsu, noter ti pošljajo glasovnico, ki moraš glasovati. Sicer, veš, hvala Bogu, da smo imeli 2x3 testne variante, da sem lahko to preizkusil, ne? Ker če ne, je totalna tema. Veš, enkrat, ko se naučiš, je potem to vse lahko, ne? Ja, se je vse pri vseh stvarih tako. Sam veš, vse sem prej visto lepo rekel, ne. Dokler smo imeli samo Skype, je bilo to simpel. Vse si naučil, imel si tiste bližance, vse, zdaj pa en bi hotel Teams, en bi hotel Zoom, drugi vid. Zoom je preprostejši za uporabo, ne, v Teamsa, bistveno preprostejši, ne. Ne vem. Zoom je pač res čisto enostaven. Tudi zato je bilo z varnostjo toliko časa problem. Pa vprašanje, kaj so zdaj že uredili. A vam povem, kaj je Zoom naredil za Apple?
Kaj smo se zabavali. Zoom je čist po nesreč nek njihov inženir tako zajebal vse skupaj, da ko si ga ti na Maca naložil in si ga odprl, in se je Zoom nekako prebil skozi vse tiste Appleove varnostne nastavitve in je prišel v drobovje Maca in je imel Zoom dostop do čist vseh teh pravic, varnostnih popravkov in ne vem česa vsega, in ko si rekel, a veš, pri Apple je tako, kaj enkrat daš Command Q, je program zaprt in je konc. In enostavno pač je zaprt, ne tako kot pri Windowsu, ko ti še razni procesi laufajo v zadnji, pri Macu tega ni. No, Zoom so pa tako zajebali, da je bil Zoom še vedno odprt in pri Apple so znoreli, tako ker vemo, ni bilo jasen, ko je to možen, niti ni bilo jasen, ne pri Zoomu, ne pri Apple, kako to popraviti. In so pri Apple dali ven, ne nalagati Zooma na naše računalnike, ker to ni dobro. Tako res, veš, ker Apple se hvali z blazno zaščito in ne vem kaj še vse, pa virusov nimamo, pa tega in palim Zoomu to rata. Tako da jaz na Apple Zooma nisem nalagal, no? Ker ne vem, kaj je zdaj zrihtam, pa kaj ni. Ja, potem potestiraj. Ni šans. Zakaj? Vsega imam na telefonu, ne bom še tja nalagal, ne bom, ni šans. Apple me zadelati musko in par stvari. Jaz sem probal včeraj, ampak v Web Storeu za Maca ni Zooma zdaj. Aj čuden. Ne, ga ni. Zdaj je tako, če bi pa kliknil povezavo v mailu, pa bi mi naložil potem. Aha, direkt strani, ja, seveda, ne. Tako. Na App Storeu pa ga ni. Ker sem se včeraj zvečer sem se hecal, ker sem hotel iti na društvo danes, da bi pač z Macom tam bil, ne na društvu, ampak tema totalna, ko še ta nadgradnja, ko je prišla, se mu je totalno utrgalo Macu, ne. Tako da sem ga zvečer ob 11 samo zaprl in začel spat. Drugač pa, Balki, sej lahko daš nazaj na Catalino, samo postopek je malo zajeban. Ne, sej ta Dixer, še kakšna nadgradnja pa v redu tudi, to je itak vedno tudi pri Macu s temi nadgradnjami. Obvesti me, ko bo juni. Sej veš, kako je, ne? Smo toliko inteligentni, da si naložimo novo, tudi če potem nabijamo z glavo v zid, ne? Ja, in to čist vedno se, moram povedati vam, da čist vedno se s Safetom slišva nekje 3 dni po nadgradnji iPhona in pol ure greva na čik in zraven pizdiva, koliko sva lahko tako nora, da so šla update telefon. Vsako leto isto. Vsak let imamo tako 20. septembra pizda sem fuknem, da sem šel to delati. Pri Androidi nimamo teh težav, jaz dam pač posodobi in v bistvu počakati 5 minut pa dela naprej. Ja, veš, to je Appleova ljubezen do uporabnikov, veš, jaz pravim tako, Apple so naredili za butastega, ne? Ja, res je. iPhone je toliko preprost, da je to za butaste ljudi, ne? Jaz pravim temu, da je slepec proof telefon. In zato oni vsako toliko morajo nekaj zasrati, da se vprašaš, veš, a sem sposoben kaj ustvariti in potem se moraš šlo delati, ne? Res je. Mislim, da skrbijo za... Zakaj pa je Apple tako popularen? Zakaj je Apple za butaste? Kaj? Zakaj je Apple za butaste? Ker je bil najprej namenjen Američanom. Čakaj, samo malo prosim, da govori samo eden, ker... Edo povej. Pravim, da Apple je namenjen bil, je zato za neumne narejen, ker je bil najprej za Američane narejen, ne? Tako. Ja, se oni so pa res tako narejeni, mislim. Ja, oni tudi žarnice ne zamenjajo sami doma, tako da pustimo. Počakajte malo, Andrej nekaj hotel še reči. Andrej, povej. To sem hotel reči, zakaj pa ga potem tako reklamirajo, če je za butaste? Pravim, zato ker je zelo preprost za uporabo. Zato pravim, da je za butaste, ne? Ker je res zelo preprost za uporabo. Poleg tega vse dela, poleg tega tudi recimo Siri, ne, Siri poznate, tisti, ki imamo iPhone, ga poznamo, to je umetna inteligenca, ki se pogovarja s telefonom, ne. In daješ ukaze telefonu in podobno, ne, in dela odlično, ne, bistveno boljše kot na Androidu, ne. Res problem je, da moraš obvladati tuje jezike, ker ni slovenščine, ni hrvaščine, pač, ne. Ne moraš obvladati tuje jezike, ampak dela pa odlično, ne. A zdaj te bom pa jaz kar ustavil. Res je, da dela odlično, ampak zdaj si pa ti predstavljaj,
greš ven. Tu, če hočeš koga poklicati, naprimer, rečemo, jaz imam slušalko, palca v roki, pač mi je to najlažje, ne? Stisnem gumb, ali pa rečem Hey Siri, čeprav Hey Siri na Plantroniksu ne dela. In jaz lepo iz bloka stopam ven, hočem poklicati, ne vem, ker se mi pač ne moreš glih brskati po telefonu in hočem poklicati domov, da vprašam Karmen, naj mi še enkrat preveri, kdaj gre trola. In jaz tako, Hey Siri, call home number. No internet connection, fino, in ne boš, in ne bo poklicala, pa da ga ješ, ne bo. More imeti prenos podatkov, Siri pač deluje preko prenosa podatkov, ne? Oprosti, že Ericsson T18 je imel možnost glasovnega klicanja, pa ni rabil nobenega interneta za to, a veš. Ampak saj veš, pameten telefon, ne, potrebuje čisto za vsako neumnost prenos podatkov. No, vem, in je velikrat, tako boš reče. Antje, smem nekaj povedati? Tako, ko si Safet rekel, ja, na Google ima zdaj več teh variant, teh asistentov. Teh je zdaj kar nekaj ratalo. Od tega, OK, Google, ko je uradni, Samsung ima Bixby, tare Hrvoje Katić, kdor ga pozna z Hrvaške, je naredil ta Eva, v bistvu, ko je delal v hrvaščini, pa še par bi se jih nadali, teh asistentov. Ja, verjetno pa res Siri dela verjetno boljško, ker pa si tele, ker je cela množica teh. Veš, problem je, da pri Androidu se ni nihče lotil do podrobnosti, ne? Tukaj pri Apple so se, zato ker to so pač, imaš na uri, imaš na telefonu, imaš na računalnikih tudi Siri, ne? In zato tudi delajo, hkrati, ko delajo z operacijskim sistemom, delajo tudi s tem, ne? Tako. Ker je že noter v operacijskem sistemu, ne? Pri Androidu je pa to težava, da se to lotijo tretji delati, ne, in delajo čisto ločene aplikacije, ne. Problem Androida je predvsem v tem, da vsak, ki ima 5 minut sajta, lahko naredi aplikacijo in se čisto spustičemo, le malo znanja, ne. Pri Apple pač ne spuščajo skozi čisto vsega stranja. Moraš vse varnostne te stvari, da skozi. To je prva stvar. Druga stvar pa, če gremo še malo na uro, naprimer, ki je lih Safet omenil. Apple Watch. Ljudje božji, vse lepo in prav, ampak, da se ti nekoga držiš pod roko in da se samo z uro dotakneš njegove majice ali pa kože, a to skozi gobca? Jaz ne vem, kdaj bojo... Če si opazil, zdaj ne veš, z zadnjo nadgradnjo, meni se več to ne dogaja. So znižali odzivnost zaslona. Tukaj si preveč za Evo, povem eno anekdoto, dva sta se pogovarjala. Pa je eden nekaj govoril od piva, pa se je Eva oglasila, pa je rekla, nema piva. Ja, meni se tudi doma v bistvu mar zdaj dogaja, da nekdo reče, pa Siri kar tidem, pa se kar vklop. Ampak dejstvo pa je, kar se ure tiče še. A je res tako fucking težko narediti, da je tako, kot pri telefonu zaslon izključen in da ti stisneš na gumb in ti pove uro? Jaz ne vem, mislim... Ker to poleti, naprimer, če se držiš nekoga pod roko, je obup. Se ti pravim, je bil to problem. Zdaj pa ni več, to sem opazil zdaj septembra, ko je prišla že ta nadgradnja. Je bilo operacijski sistem, ne? Zdaj si brez ure, zdaj si Applovci, tisti, ki imamo Applovo uro brez ure, niti rok ne znamo več sami uprati. Kaj sem popis, dok sem to videl? To moraš izklopiti, si moraš. To samo jasno. Pravno, jaz sem si začel tako prati roke in ura je začela meni odštevati, koliko časa si roke perem, ker si jih nisem, ker sem prej vodo zaprl, celo paniko zagnala, da si nisem 15 sekund rok prav. Pa 5 ur, no, se kdo to poslušal. Sem samo ugasnil vse skupaj, se kot dej bejš, no. Bolje spravim, da Apple Watch je odlična ura, bolj grejo oni na to zdravje varianta, ne? Ampak jaz pravim samo to, kdaj bojo zmozgali baterijo, kot imajo druge pametne ure, ne? Da bo zdržala vsaj 4-5 dni, ne pa en dan, ne? Veš, kaj mislim, da tukaj je generalni problem Apple, preseg napravah te baterije. Ja. Vem zakaj, ker na Androidu se gre, Huawei je tukaj zelo največ naprej naredil vzdržljivosti baterije in tako naprej. Apple tudi ne spravi na te baterije malo reševati. Je pa ena stvar pri Applovi uri, ki pa moram pa res pohvaliti,
kar se tiče, čeprav včasih je lahko jeba, ne? Ampak ne vem, če si vklopiš ta emergency varianto in da se ti karkoli zgodi, da ura zazna, da je s tvojim srčnim utripom ali pa da ti padeš, da je nek nenavaden treslaj. Tako kliče. Ura začne vibrirati in dejansko direkt kliče kar 112. Ja. In tudi lokacijo pošlje. Ja. Pri čemer jaz sem enkrat na telefonu, zdaj tisti, ki imate Apple, dajte probati 5x power stisniti na hitro, pa sam počakajte. Ne. Najprej bo začel tuliti, ko 100 hudičev in če v 5 sekundah ne boste tega izklopili, je bilo. Center za obveščanje, prosim se, ko nač tazga sam Apple testiram. Niste prvi, čau, ne, pa je dol vrgu. Ja. Te so lahko malo nerodne že, no, v bistvu, to je že... Ja, pač... Na to pozoren se lahko hitro v bistvu nesporazumov pride in tako naprej. Ja, to se hitro zna zgoditi, ampak jaz sem to probal in sem enkrat na keglanju, ko sem bil, mislim, da sem kuglo prijel pa vrgo in nekaj ni šlo in sem tako z roko zamahnil, češ, pejce solit. In ura takoj, a ste padel, a ste unosiko, takole ti funkcioniraš, dobro, v redu, dobro, fajn, ne. Tako da ja, to ima pa res dobro, no, te senzore, tudi srčen utrip, EKG. Zdaj ima pa nove tudi merjenje kisika v krvi, ne. A potem ta ura ni samo, da ti pove, koliko je ura. Ne, ta ura ima gor živega hudiča. To je pametna ura, preko nje se lahko tudi pogovarjaš. Pač ura je povezana preko Bluetootha s telefonom, če te kdo kliče, se lahko javiš in govoriš preko ure, ne. Lahko tudi kličeš preko ure, ne. Lahko bereš SMS-e, novičke gor na uri, vse, kar želiš, ne. A čakaj, to je ročna ura? Ročna ura. Vse, kar jim manjka, je normalna tipkovnica, da bi lahko, ne vem, se odprla in bi lahko tipko tako na telefon. Moraš delati Scribble, česar pa slepi ne moramo, ne. Ja, ker moraš v pravo okence pač s prstom pisati potem. In moraš pisati, rečemo, Baltič, ki je oslepel zaradi vojske, ne pa tako, kot mi, ki smo v bistvu slepci naravno, ne. To še mogoče celo znam, ampak rečemo, jaz sem enkrat pa mi uspel napisati samo I pa U. Vse je dovolj. Kaj smo pa mi, bioslepci? Bio, ja, mislim. Ja, tudi smo bio, ne. Kako bi rekli to, vi ste domorodci, ne? Ti, jaz sem pa stranger, ne? Imigrant. Imigrant. Tako, ja. Sem iz Afganistana prišel, ne? Se ni sral Afganistan, ti si imel že postojno čez glavo. Ja. Nočmo, tako je. Ja. Skratka, in čakaj, pa še kaj tazga od aplikaciji? Ma ne, jaz samo to rekel. Govoril sem o tej aplikaciji Seeing Eyes, zato ker ostale aplikacije so ločene, dela samo eno stvar. Recimo, to ste slišali za pametna očala, ne? To povem. Ja, tudi. Pametna očala, no. Envision podjetje iz Nizozemske je naredilo pametna očala. Ja, ta očala so 1800 €, neprijatno. In ta očala, ko imaš, so očala s kamerami gor, logično digitalnimi, ampak se vidijo kot sončna očala, lepa luškana, ne? In so kostne slušalke, ne, gori na njih že, na njih. Tako da nimaš slušalk v ušesih, ampak so na ličnicah, ne? Ja. Tako da slišiš preko kosti in imaš to aplikacijo za laufano Envision. In nastaviš, kar hočeš, ali da ti govori, kakšni predmeti so pred tabo in podobno, ali pa da ti bere tekst, recimo, ne. In da rabiš telefona, sploh imati žepa, ne. A veš, kaj si jaz zdaj predstavljam prizor? To je prihodnost, no, zdaj tudi Apple dela na teh očalih Apple Glass, ne. Saj so celo Miha Sabenjako, so ga povabili na testiranje. V tej šolskem centru Novem mestu so ne take očali razvijali, ne. Četrti red teh pa je pa konc, ko so šli naprej. Ja, no, ker to so zdaj ta očala izdelali, to so na podlagi teh Google Glass, ne. So naredili te od Envision očala, ta razvoj gre kar precej naprej, ne. A si zdaj vi lahko predstavljate tale prizor? Stoji slepec s palcem obrnem proti plakatu in strmi. Ja. In premikaš glavo in bereš tekst. In pa pride, kakšen min pa prav, gospod, a rabite pomoč, daj mi mir, kaj berem. To tipu ne bo nič jasen. Ja, itak. To je zanimiv prizor. Tako je, ne, tako da bomo videli.
upam, da bo v roku kakšnega leta tudi padla cena, ki je 1800 €, samo zato, da bi jih preizkusil, je malo preveč, ne. Kaj pa, če bi naš Boštjan na zvezi, da bi kakšen test poslali? Težava je v tem, to bomo probali. To sem se že dogovarjal neki. Ja, težava je tudi v tem, da denarja nimamo na zvezi. Premalo denarja dobimo iz strani FIHA, valjda. Da bi lahko kupili tudi karkoli. Zato smo zdaj poskušali kandidirati, to smo se dogovarjali za FIHO sredstva, da bi dobili kaj več, bomo videli ravno zaradi teh novitet na trgu. Da bi lahko zveza kot vzorce kupila za testiranje in tudi predstavljanje po društvih in tako naprej. Ampak bomo videli, kako sredstva bomo dobili, ker se bojim, ker na FIHO je vedno manj denarja. Ja, itak, klasika. To je tak osnovni problem tle na zvezi. Mislim, te nove pripomočki so kar precej dragi, tako števčala od 1500, polona pametna palca, kaj je bila 500-600 €. Ja, palca, veš, dobili smo za tehnične pripomočke samo 16 000 €, tukaj pa moraš vse stroške računati. Seveda, to pa od plače, vseh neumnosti in kaj za 16 €. V bistvu napav pripomočkov za te, ko gre redno za zimi in te stvari, vse gre noter v to. Ja. Ne, veš, kaj zdaj razmišljam, se pravi, če bi imeli te špegle gor, bi mogli slepci ful merkati, tako, da bi se zagonil v neko štango, ko se mu pač nastavlja za dobro jutro zjutraj. Se bi te prej opozorila. Ne, se te opozori. Pa si objurja, pa komu se ljub zjutraj poslušati, no. Jaz bom tukaj tako rekel, pri vseh teh pripomočkih, tudi pri teh telefonih, ko imaš navigacije, ko ti kaže okolico pa to. Mislim, da pri slepih še zmeraj mora biti prva stvar palca v roki. Ja, obveza, to je obvezno. Brez tega ni nič. Nikoli se ne 100% zanašati na tehniko. Ja, seveda ne. Res je, to je dejstvo. To je narodno, v eni roki telefon, z druge palco, Ja, nekak ni, ne. Ne, zato pravim, imaš slušalke, recimo, A je kdo tukaj prisotni sodeloval pri Comlandu, ki so tisto navigacijo delali? A misliš, je Elis, kaj že bila? Comland je bil, vse nekaj so bili noter. Ja, kaj že bila aplikacija? Oni so te poskusili test, mene so tam testirali. Mene bolj zanima tisto, kar so ti dali, ker sem prišel pač v Novo Ljubljano, pa sem me počakal na postaji, pa jim je dal tam neke naravnice, neke paze, sem jo tako naprl na sredini prstnega koša kot en žepek za mobitel. Da je tudi kamera gledala, da sem v roko drugo prosto. To je dobil ta projekt Elis, ko bi na zvezi Safet. Tiste za mobitel nosilček, ki ga imaš v spredi. Ne, se ne spomnim tega. Jaz tudi ne vem, če jim to govori. To je v bistvu projekt, ko so testirali neko navigacijo. Kdaj, to je bilo še pred mojimi časi na zvezi. To je bilo tam 2011, 2012, 2010. Jaz sem 2013 prišel na zvezo. Pa se je že končevalo vse skupaj, Od takrat, ko so dobili nek denar in so probali navigacijo narediti za slepe, ki bi se s pomočjo kamere, stvar bi nadaljeval tako, da bi te nekdo upisal pot in bi ti imel kamero in pol bi se pač v tej poti hodil. In pol sem jaz sem to testiral in sem jim pol rekel, kaj če sem jaz nekje sredi noči, pa grem z lokala, pa probam priti domov, kaj pa najpol naredim, kak si poklič. Pokličeš kolega, da ti pot naloži. Bravo. Tako, si predstavljaš, že ostali dan smo ga pa malo špildi, a ti me pot prošel naložiti. Ne rabiš me dan voziti, sam pot mi nalož, ne. Zdaj tudi. Vitja, pa če pomoč začeš, pa ne vem, kje sem zdaj, veš. Ja, se itak. Tako da jaz tudi navigacijo, ko uporabljam na ulici, recimo, s telefonom, ko hodim, ne. Imam še eno aplikacijo na telefonu po imenu Awareness. To je pa aplikacija, ki ti booster na mikrofonu na slušalkah zalaupa, ne. Tako da poleg tega, da ti poslušaš, kaj ti telefon govori, ki ga imaš že po telefonu, ne, da te usmerja, kam moraš iti, ti preko mikrofona zajema telefon hkrati s to pomočjo te aplikacije Awareness, ki dela v ozadju zvok okolice in ti ga ojača v slušalki, da slišiš tudi okolico, da slišiš ljudi, da slišiš avtomobile in vse skupaj, ne? To je za nekoga, ki ima... Kako? Zlatko boj. Če imaš pa vibracijske slušalke, ki imaš tu na ličnice naslonjene, imaš pa pol ušesa prosta, ne? To so te kostne, to je, ne rabiš potem tega, ne? Potem ne rabiš tega, ampak jaz, ki imam te Apple
potrebujem to, ne? Vam bom razložil, kako je s to zadevo, ki je Safet rekel, ne? To po vaseh, kjer ni dost prometa, lahko krasno deluje, ker ta zadeva itak prehaja s kakšne 2-sekundnim zamikom nazaj, ne? Ne več, je bilo ta težava, se je odpravili. Dobro, ampak to pol deluje... Andrej, počakaj malo, da Mitja konča. Moment. Ta zadeva sicer lahko krasno deluje, ampak jaz se še vsem najraj zanašam na lastna ušesa, ker oprost na Zaloški cesti ali pa na Celovki, ki šviga promet v vse smeri in da imaš ti v desnem ušesu še slušalko in da ti z desne ojača avto, z leve ti ga ne. Zato imam jaz 2 slušalke not, obe stereo. Ja, sam stari, jaz mislim, da ti po Ljubljani se ti ne preveč zajebaval s slušalkami, bi se raj zanašal na lastno ušesa. Jaz bom rekel tako, Cooper Izola mi ni težava, sem testiral in dela perfekt, razumeš, dela odlično. Jaz v Ljubljani ne bi upal s tem se iti, zato ker bi skozi cviko, da me bo zbal. Potem ti pa priporočam, da si kupiš kostne slušalke, ki tisti, ki so jih testirali, pravijo, da so vrhunska zadeva, ne? Bom, ja, verjetno bom res poskusil. Ti poznaš, kje se dajo kupiti? Prek interneta bi se dale dobiti. Prek interneta, ja. Meni je tale Istok Boronik ene navalo, mislim. Spora za Titanium napišeš na internetu, pa jih najdeš. In da si jo kupil? Si jo vzel? Ja. In je odlična varianta, ne? Je, super je, ušesa imaš prosta, ne? No, tako, ja. Pri meni se zdi, da to vse skupaj deluje pol na principu slušnega aparata na nek način, ne? Slušni aparat je vitko v ušesu. Ja. Vem, ampak pravim tako, rečemo, jaz vem, Safet, da ti sluhom imaš od tiste nesreče, tudi malo težave. Pa zdaj te ne zajebavam, veš, mogoče je zate drugače, ker si malo bolj gluh, ne? Ampak za nekoga, ki pa dejansko dobro sliši, pa mislim, da se najbolj zanaša na lastna ušesa brez pripomočkov, ker so lahko prekleto moteči. Jaz sem enkrat to je res, ne. Jaz sem enkrat probaval ene slušne aparate, celo Deša mi je dala enkrat zaprobati. Bože moje, koliko je to moteče, ne, koliko je to močno. In ni, mislim, jaz vsakmu slepmu, ki dobro sliši, bi rekel, tega ne deli, ker se boš na lasten sluh veliko bolj zanesel, ne. Jaz sem primer tudi, ko po mestu hodim, jaz uporabljam eholokacijo, se pravi, delam, ne. Bravo. In men, mislim, jaz delam to že skoraj od rojstva, jaz sem se s pomočjo te eholokacije, to bo še Boštjan verjetno vedel, jaz sem se s tandemom okrog zavoda vozil in sem slepe vozil na tandemu okrog, ne. In se nikoli nisem nikamor zaletel, ker mi je eholokacija vedno zvok odbijala. Edino, če je kakšen količek v višini kolena ali pa v višini jajc, takrat je težava, tistega pač nagazimo, kar je pa v višini glave ovira, mi jo pa eholokacija preklet dobro zazna. Ne vem pa, koliko slepih to uporablja. Jaz vem, da to ful uporabljam. Tako da jaz dejansko včasih, kadar hodim po mestu, me kdo tu že rekel, kaj pa ti tle ne topirjaš, pilaš, ampak ja, z eholokacijo si ful pomagam, sploh če se kje zgubim, mi je zelo koristna. Veš kaj, zdaj so tudi te pametne palice, ne, prihajajo počasi na tržišče. No, to me še zanima, ja, glede pametnih palic. Stvar je tašna, bral sem malo po internetu, zdaj pač je ta Biwok, ameriška, ki je nekaj 500 €. Tako, ja. In je na Nizozemskem, to, ki sem ti zadnjič tudi poslal Boštjan, ki je koliko 1500–1600 €, ne? To je palica, ki ima noter senzorje in motorčke, pač tudi povežeš preko Bluetootha s telefonom, navigacija podobno, palica je tudi govoreča in ima senzorje tako za tla, za ovire na tleh, kot za višinske ovire, ne? Tukaj pri naši knjižnici imamo 2 problema. Eden je Frida, mu je ime, drug pa ne vem točno kako, pa mi je včeraj Karen povedala, to sta 2 korita za rože, točno, ko priješ dol z Prvoviškovcev, mimo postaje sta 2 korita za rože in sta tako fantastična. Mitja, jaz ne vem, kaj ti tu najdeš, ampak jaz, kar sem hodil tam, nikoli nisem srečal. No, sej še boš. Tudi jaz jih dolgo nisem srečal, ampak sem jih pa enkrat tako temeljito, da sem bil čist krval. A veš, kje je sta? Ko prideš, če bi šel iz Friškovca ne proti centru, ampak v uno smer, ne?
Koga to meša? Da se mešuje. Kdo pa je to? Sodobna elektronika. A to misliš, ono postaje friškotsko prejšnjega? Ja, to je postaja friškovc. Takoj, ko prideš čez semafor, ko greš potem ravno pa pol zaviješ levo proti knjižnici. Halo, me slišite? Ja. Tako, gledajte, jaz bom vas moral zaposliti, ker imam za pičiti naprej. Tako da, to kavico smo popili, ne? Tako. Kaj bo dan za kosilo? Ne vem še, lepo se imejte. Halo, skupaj, pa vesele praznike vsem skupaj, ne? Čau, čau. Ja, ne vem, kdo je to. Tukaj, prej Mitja še, da ne pozabim povedati. Če ima gor ta seznam aplikacij, ko smo ga gor dali, ko ga prej Safet omenil. Ja. In če ima še kdo kako aplikacijo, pač nismo, mi smo šli pa to, in ta seznam je narejen tako, da se bo dopolnjeval. Sporočite, pa da bomo dopolnjevali seznam. V bistvu, karkoli je, v bistvu, da pač bo tle na seznamu, da se kdorkoli pogleda, da pač bomo tudi na ta način probali informirati naprej. Pametno, to je res precej koristno. Ja, tako da je gor prav, imate tam po tehničnimi pripomočki pa mobilne aplikacije po podzavihah. In tam noter dobite, pa sporočate, pa kar meni lahko, ja, pa bomo pol naprej dopolnjevali z opisi. Ja. To sem htel prej za pametno rokavico, če ste slišali. Dobi se jo na Hrvaškem v Tiflo Globusu. Kaj pa delaš s to rokavico? Ja, imaš tudi na telefon aplikacijo, pa zvoke, da te opozarja. Suni rokavica, lahko si nastaviš, kakšno jakost zvoka hočeš. Recimo, jaz tega nisem, ampak pa v Srbiji so naredili tudi eno. Ok, ampak čemu služi, mi še ni jasno. Ja, recimo, ko nekam greš, da te opozarja na ovire. Očitno preko rokavice dobijaš vibracije na... Možno, ja. Se za tle čisto odkrito se že sprašujem, da bomo mi še sploh pametni pri vseh teh pametnih Ne bomo. Ne vem, kdo si ti, kaj halo se slišimo, ampak te pa zelo prekinja. Pišemo te tone. Kdo je to? Gospod Žakelj, mislim, da ima probleme. Gospod Žakelj, gospod Anton, za vas si čisto neče slišimo, ker vas brejka ves čas. Dragi poslušalci, to je bil pogovor. Ena tipka mu je zaštekala, ker se sliši zdravno od Windowsa v tist ping. Možno. Po moje najbolj, da še enkrat ven, da zapustite, pa še enkrat noter. Ja, vse razumel. Tole ne bo šlo, ker se čisto nič ne razume. Nekaj je Boštjana omenil. Ja, pol sliši pa samo Treba posnet, z največjo hitrostjo pa zna manjša predvajati. Pa zakaj mu to dela? Mislim, to je prvi slišen, da bi... Nekaj je z internetom ima problem. Tako da ja, v bistvu, to je v bistvu tam gor smo res, pa gor smo dejansko zbrali, pač zaenkrat smo zbirali vse aplikacije, ki so kjerkoli omenjene, da so primerne za slepe in slabovidne. Bravo. Tako da in so tudi smo označevali, kjer so plačljive in kjer niso in tudi z linki opremljeno, kako lahko prejš do njih. To je Sanja delala, ne? Ja, Sanji smo to delati, ja. Se vem. Torej za knjižnico, za branje knjig te bom pogledal, kak je naslov točen, poln, cel. Voice Dream Reader. Vojice Dream. Tako. Reader, spavajoči čitalec. Vojice Dream. A ti imaš iPhone, kaj imaš ti Zlatko za en telefon? Sem Androida. Aha, no pa ti bom jaz težko pomagal, češ me pa iPhone, pa lahko... Kjer telefon imaš Zlatko?
Zdaj imam Xiaomija. Dobro. Redmi Note 9 Pro. Aha, vse ta je, kakor vem, so zelo dobri telefoni. Koliko od vas, ko smo to sploh tukaj, ima zdaj Apple, razen mene pa Edota? Pa Safeta, ki je. A Safeta ni več? Ne. Vsi smo na Androidih drugi. Ja, glej, veš, je tudi to, ki so, Boštjan, problem, ki so plačljivi, ne? Ne vem, sem si dal TuneIn radio, kateri sem dal plačljivo verzijo Pro. In plačaš, in misliš, da je mer. Čez en mesec pa dobiš, da sem še dolžen toliko, kot vsak mesec moraš naročnino plačevati. Ja, veš, Čakaj. To moraš pa biti pozoren, ja. Kupuješ, in ene aplikacije so enkratne, ene so pa mesečne. Subscription se temu reče. Ene so pa letne. Mislim, imaš to različne naročnine. Ti bom jaz zdaj povedal, Zlatko, kako je s tem TuneIn radijem. Za telefone, rečemo, je tako. Imaš osnovni TuneIn radio, kjer lahko samo poslušaš radijske postaje. TuneIn Radio Pro ima možnost snemanja. Potem je pa notri še subscription, ki je pa na osnovi mesečne naročnine. Tam pa dobiš stvari, kot so angleške audio knjige, pa razne NHL lige, pa NFL, pa te foroglanem, precej teh športnih stvari. Je Bempty Joss. Hvala. Ej, del gasen, no? A me zdaj slišite? Ja, zdaj pa bo. Ja, ne vem, jaz to ne znam manipulirati s tem. Jaz se prvič vklopil danes in bom moral dobiti enega zelo uspešnega inštruktorja, da me bo podučil, ker v mojih letih postajajo ljudje že manj sprejemljivi za take novotarije. No in danes mi si že nekaj takih. Ja, jaz pri svojih 84 letih sem verjetno slabše dojemljiv kot pa vi, ko sem najmanj 30 let mlajši od mene. Gre to hitro tehnika naprej, Tone, da imamo že mi včasih kakšen problem. Ja, ne, se verjamem, vse zadnje, jaz sem zadovoljen, da se to obladam kot obladam, Hvala Bogu. Se lahko hvalim s tem, da sem verjetno kot uporabnik računalnika od slepih najstarejši v Sloveniji. Najbrž bo kar držali, ja? Ja. Moja tašča se je odločila zadnje, da bi imela računalnik, sem rekel, veš kaj, dej se drž ti kosila. To je dobro, to znaš. Ne, jaz sem pri 62 letih sem začel, se pravi, da zdaj že delam več kot 20 let in te osnovne stvari, kot jih rabim za sprot, to obvladam, drugače pa kupenih finesov, ki jih pa ne obvladujem še. No, zdaj ste govorili, prej da sem slišal o tej neki čudoviti palici, ko ima ne vem kakšne aplikacije vse. A je to že dosegljivo pa pri nas, ali je to samo... Ne, je to... Pri naše ni, v bistvu jaz sem odkrito povedano, jaz bi to naprej, da sploh testiramo, koliko je to dobro. To, kar je zdaj trenutno, to mi samo beremo in to so opisi. In to so ponovadi kar tovarniške specifikacije in to treba dejansko v praksi videti, ko gre to skozi in koliko ne. Sej tudi tako, če gledamo, naprimer, tudi pri iPhonu, naprimer v Sloveniji marsikaj ni sploh dostopno, kar v tujini je, ker marsikaj odvisen tudi omrežja države, od operaterja, v kateri državi ti si. Rečemo, Američani, pa če si v Angliji, ti že samo omrežje, ko se preklopiš, ponuja ful več stvari. Tudi rečemo, kar mene ful moti, tudi če smo v teh trgovinah, rečemo App Store, ne vem sicer kako je z Googlom, ker nijem Androida, ampak če imaš ti račun kreiran v Angliji, boš videl veliko več aplikacij, kot pa rečemo v Sloveniji. Ker marsikaj, kar pri nas ne dela, tam dela. Ja, tudi pri Androidu je to, ker jaz imam ko so eni listi dol v Srbski, tudi pravi, da v Srbiji kakšna aplikacija ni dostopna, ko pri nas je. Zato, ker jo pač ne podpira. Rečemo v Ameriki, vem, da imaš, mislim, enkrat sem govoril z enim tipom, ki je bil v Angliji, prav Madonna, mislim, meni omrežje samo ponujalo in letalske karte, rekel, jaz sem vse s telefonom delal, kar sploh nisem vedel, da Slovenija omogoča. V Sloveniji marsikaj sploh ne dela, kar tam dela. Ja, ta sodobna. V bistvu, če se tlele malo na iPhone, jaz kar najbolj iPhone zamerim, pa Apple, v bistvu, Apple nasplošno, ne iPhone. Jaz Apple veliko stvari zamerim. No, v bistvu, jaz kot neuporabnik,
se ne bom spuščal v podrobnosti, kjer jih ne poznam, kako kaj delam, ampak čisto osnovna. Multinacionalka, kakor Apple, se niti toliko ne potrudi, da bi svetovne jezike se podprla. Se popolnoma strinjam, to je grozljivo, predvsem slovenščine ni, ne? V bistvu se nisem slovenščina, verjetno še kak drug jezik tudi. Ampak tudi hrvaščino razumel. Tukaj bom rekel, to je osnovno, v bistvu, ker ena taka multinacionalka s takimi prihodki bi si lahko to komod prihodil. Tukaj je problem, veš kako je, Apple deluje na sistem, ko bi se temu rekel, reklame, se pravi dobrega ratinga in In če bi Slovenija pritisnila na Apple, bi Apple to naredil, ker bi mogel to narediti. Ne? Da ne govorimo o tem, ne, da je zdaj prišel ven iPhone 12, kjer ne dobiš pa niti polnilca zraven. To pa tudi Samsung podelil in to je zdaj v bistvu direktiva Evropske unije. Ni to zdaj fora podjetij, ampak Evropske unije, ker so rekli, da zaradi zmanjšanja teh elektronskih odpadkov in ker v bistvu so pri vsakem telefonu dali vse zdravo, zdaj so rekli, da ne, ker če imaš že prejšnji telefon, imel iste kable, zakaj bi pol dali spet nove, ker lahko se uporablja. Je zato, ker lahko prejšnji telefon mogoče komu prodaš. Ja, ampak veš, kaj pa meni ful hinavsk, lahko pa kupiš, ne, polnilc, mislim, pejte se solit, no. Ja. Ampak verjetno po moje, če logično razmišljam, se zmeri še predvsem manj kupi, kot če bi pa s telefoni kupil. Ja, veš kaj, jaz Apple najbolj zameram. Kjer hudičih je jaho, da so šli delati kabel na en stran C, na en stran pa Lightning, pa daj ne se zajbata, ne morajo standardizirati enega kabla pa zdravo za vse, ne pa da imaš... Ja, v bistvu, vse to, veš, na Androidih to ni problem. Androidi so zdaj bolj ali manj sito nove, grejo vsi na ta tip C. Kable. Ja. In v bistvu to je zdaj čisto enostavno, v bistvu nimaš teh problem. Lej, jaz sem kupil iPhone 11 Pro lani, in sem rekel, zraven je ta hiter polnilec, saj je res, ful dobro dela, telefon je polno pol ure, še prej. Ampak, veš, kje je problem? Ko bi ga jaz lahko uporabil za vsak kabel, nimaš za burek. Na en strani je C USB, na drugi strani pa Lightning kabel, se pravi točno tak. Ne morem uporabiti starega kabla, ki ima navadni USB. Ja. In to je taka bedarija, je tako res, amorte. Ja, s tem se zaščitijo, veš. Ja, pri Androidih je to, pač imaš en kabel, v bistvu lahko na vse telefone. Nekaj, jaz imam kabelov že toliko doma, razumeš, predvsem unih, veš, mini USB pa navaden, tistih imam, kakršen dolžino hočeš. Tako da, ja. Vse zdaj prihaja brezžično polnjenje, ni tako nekaj. Jaz sem najdel, sicer Apple ga ima tudi, ampak jaz ga od Apple sigurno ne mislim kupiti, ker je svinsko drag. Sem pa nekje, mislim, da na AliExpressa, nekje pa zdaj sploh ne dobim več. Sem najdel fantastičen polnilc, ki mi brezžično polni telefon, pa še polnilc od ure, sem prav odpreš ta polnilc in noter kabel naviješ, ima notranji USB vhod, zapreš in v tako lukenco vtakneš še ta krogac, ki je za uro polnit. In imam vse v enem in samo še tizga sabo tovorim. In upam, da mi ne bo crknil, ker samo enkrat sem ga najdel, pa ga ni več. Veš kaj, zdaj smo s temi brezžični polnilci, saj so v redu, ampak moramo vedeti, da polnijo precej počasnejko, kar pa s kablom. In zdaj ti jaz povedal, da je to ful dober. Veš, zakaj je to dober? Noš ti misli, da je s temi hitrimi, noš ti misli, da je s temi hitrimi polnjeni tako mačji kašelj, kukor da je vse zlato, kar se sveti. Hitro polnjenje, tudi hitro krajšanje življenjske dobe baterije, veš. Zato se ga kar mal izogibaj. Sej nisem rekel, da je dobro, ampak sem pač hotel opozoriti, da je pač razlika pri hitrosti polnjenja, to sem pač samo hotel opozoriti. Jaz se bom pa samo toliko še oglasil zdaj, da se od vas poslovim. Veselilo me je, da sem slišal od vas mnogo takih informacij, ki mi do zdaj niso bile poznane. In če mi bo uspelo, da se bom še kdaj vključil, bom še od vas marsikaj izvedel. Lepo,
Mladi ste na tekočem z vsemi temi tehnološkimi dosežki, jaz pa, če jih ne potrebujem, potem pa se tudi zanimal nisem za njim, ampak je zanimivo. Vse skupaj prav lepo pozdravljam, veselo praznovanje vam želim, srečno novo leto. Naj se vamo izpolni vse tisto, kar vas bo osrečevalo in zadovoljevalo. Kako pravi tale vers? Ljudi naj Božič v miru strne in srca z upanjem ogreje, da v novem letu se razcvete, kar človek dobrega zaseje. Zelo lepo. Lep pozdrav. Hvala lepa. Tudi jaz bom počasi se poslovil od vas. Tudi jaz pa te pridem na pogadam. Jaz pa dobrih verzov pisati ne brati, tako da samo pač klasično. Fajn se imejte, fajn preživite praznike. Enako. Enako.